Dober večer. Dobro večer. Odlično, delujem. Dober večer in pozdravljeni na predstavitvi. Zdaj bom tvegal risoromana Sveto in smešno, ampak k temu vprašanju se bomo še vrnili, brez skrbi. Dober večer in lepo pozdravljeni znova na predstavitvi ene od publikacij založbe ZRC SAZU. Veseli me, da se niste pustili zmesti od okoliščin. Danes je težko napovedati, kako bodo novice, ki krožijo, delovale na obisk, tako da sem res zelo vesel, da ste se odzvali našemu vabilu. In v zameno že zdaj opozarjam, ker to običajno, če jaz vodim predstavitev, pozabim povedati tudi na koncu, da se vam bomo odkupili za kozarcem belega ali rdečega vina, tako da ni treba takoj oditi. Zdaj, preden začnemo s konkretno predstavitvijo, oziroma preden se bomo posvetili Izarju Lunačku, našemu današnjemu avtorju in njegovemu delu Sveto in smešno, mislim, da sem dolžan vsaj par stavkov povedati, kakšno zvezo ima zalaganje stripov in Znanstveno-raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti. To ne zaradi tega, ker bi rad poudarjal to navidezno razliko, češ znanstvena ustanova pa se ukvarja s tako morda ne priznano produkcijo umetniško, temveč zaradi tega, ker smo naleteli na ta vprašanja že večkrat. Od samega začetka, ko smo začeli zalagati stripe oziroma risoromane, in ne bi me začudili, če bi to vprašanje bilo znova postavljeno ob izdaji tega dela. Začelo se je kmalu po letu 2000, ko smo prevedli strip Arta Špigelmana Maus, ki ga gotovo vsi poznate, in ki govori o tem, zakaj, oziroma govori o tej zvezi med tem, kar delamo v naši ustanovi in tem, kar delajo avtorji risoromanov oziroma stripov. Gre za interpretacijo. Tako kot se mi na različnih področjih našega delovanja, od arheologije, filozofije, umetnostne zgodovine, ukvarjamo dnevno z interpretacijami, od interpretacij predmetov do interpretacij besedil in govora. Tako se tudi ljudje, ki so se posvetili stripu, ukvarjajo z interpretacijami. Skratka, zanimalo nas je, kako pa izgleda interpretacija določenega obdobja preteklosti skozi to prizmo. In ko rečem preteklosti, seveda potegnem vodo na svoj mlin, namreč začelo se je z zgodovinopisjem. In večina del, ki smo jih potem prevedli, se ukvarjajo z enim ali drugim procesom v preteklem življenju. Tako je nastalo 7 prevodov. Letos smo pa prvič v sodelovanju z različnimi ustanovami založili 2,5 risoromana. Prvi je Črni plamen in govori o požigu Narodnega doma v Trstu, o tem ste prav tako že slišali, ampak da pokažem. Drugi je pa plod notranjega dela, in sicer naš kolega arheolog Andrej Pleterski se je posvetil mitu o slovenstvu. Zdaj, njegovo delo je tista polovica, zaradi tega, ker ne gre po mojem mnenju za klasični risoroman, pa gre bolj za ilustracijo določenega besedila. To ne pomeni, da kakorkoli omalovažujem to delo, meni se zdi knjiga odlična, ampak mislim, da žanrsko sega za spoznanje onkraj tega, kar naj bi počeli v tej ediciji. No in drugi tak projekt je današnja knjiga Sveto in smešno, ki pa prav tako kot Črni plamen
ki je pa prav tako kot Črni plan plod soželezniškega projekta. Tam smo se sporazumeli z društvom Primorski tisk iz Trsta, tukaj pa smo se povezali z Izarjem oziroma z Stripolisom. In zdaj k avtorju. Zdaj dovolite mi, da bom povedal to, kar mnogi od vas že veste, ampak ne glede na to, da se ljubiteljsko zanimam za strip, o Izarju, dokler se nismo srečali, nisem vedel. Prav veliko vedel sem nekaj o njegovem delu, ampak pač o avtorju pač ne. Zanimiva je njegova izobrazba, ki mislim, da je pametno posebej izpostaviti, in mislim, da se kaže na vsakem koraku oziroma na vsakem strani njegovega dela. Skratka, diplomiral je iz slikarstva in primerjalne literature in filozofije in doktoriral potem iz filozofije in že od mladih nog je objavljal stripe v različnih publikacijah, od Stripburgerja, Mladine, Slovenskih novic, Dela in določene izbrana besedila potem izdal v 9 knjigah. Sicer se tukaj informacije v virih tepejo, po nekaterih navedbah gre za 12 zvezkov, po nekaterih 9. Torej, bo avtor moral to še preveriti. In seveda ne gre za produkcijo, ki je bila objavljena samo v slovenščini, temveč tudi v Španiji in ZDA. Sodeloval je pa potem pri mnogih drugih projektih, sam jih imenuje poučne knjige za mlade in dobil za to tudi številna priznanja. Kar je zelo pomembno in se mi zdi zelo hvale vredno početje našega avtorja, je njegova organizacijska dejavnost. Skratka, gotovo ga mnogi od vas poznate kot ustanovitelja Šišenskih večerov, festivala Tinta in seveda striparne Stripolis. Njegovi prstni odtisi so vsepovsod, od pritličja do Vodnikove domačije in zdaj na tem atelje trgovini na Poljanski. In tukaj že moje prvo vprašanje, čeprav si nisem zamislil tega pogovora kot kviz, jaz vprašam, ti odgovoriš, temveč bolj kot pogovor, ampak vendarle, ali bi glede na to, kar sem uvodoma omenil, pa zdaj bilo mogoče na zemljevid teh ustanov umestiti tudi ZRC kot založbo oziroma kot prostor, kjer se dogaja nekaj v zvezi s stripom. Ja, mislim, zato že dolgo časa se mi zdi, kot si rekel, ZRC izdaja te stripe, pa meni se zdi to ful dragoceno, pa izdali ste res enih najboljših stripov, ko se mi zdi, da Maus je bil ena prvih sploh takih stripovskih izdaj, pa nas, pa res, to se mi zdi super, da obstaja. Pa imam se, kaj sem ti že prej rekel, imam tako že en pač pič, kaj bi lahko naslednji let še kaj izdali. Eno zadevo, ko mi je ful ljuba, pa nekoga, ko ga bomo na Tinto povabili, pa tako. Ja, meni se zdi, da tako, mislim, meni se zdi ful v redu, da to delate, pa upam, da bomo tudi še sodelovali in tako, in avtorsko, in uredniško, in tako. Meni se zdi to krasno. Ja, to upam tudi jaz. Zdaj to vprašanje je bilo tako trik vprašanje, kaj bi pa lahko sploh odgovoril na to kot ja. Ne, ne bomo uvrščali ZRC na ta zemljevid. Vendarle mislim, da je to priložnost, da se zahvalim vsem tistim pri naši založbi, torej založbi ZRC, ki so vložili precej časa v izdajo teh stripov. Morda bo priložnost, da tudi Izar kaj pove ali pa celo pokritizira, mogoče nismo najbolj prijazen založnik za sodelovanje. Torej, zelo v redu, jaz sem bil ful zadovoljen s svojim urednikom, ko je urednik bil Aleš Pogačnik in je res dejansko ful doprinesel k temu, ko je prebral vsako poglavje posebej, mi je posod povedal, kaj mu ni bilo jasno, mi je dal cel seznam recimo izrazov, ko so se mu zdeli, da so zavajajoči. Mislim, tako res je bil ful eden boljših uredniških feedbackov, bi rekel. No, to me veseli, ker on velja za strogega urednika, kar za nekatere ni vedno dobro. Ampak ta njegova strogost priča
točno o tem, kar sem hotel povedati. Skratka, tukaj je pač nekaj ljudi vložilo predvsej dela in jaz mislim, da je to tu in tam treba tudi izpostaviti. Zdaj, samo delo sveto in smešno je razdeljeno na 13 poglavij, pri tem, da imamo potem še na koncu dodatek, kjer avtor razlaga vire. Ja, to so se pogovarjali. Potem sem se spraševal, ali zdaj tega dela ni hotel poimenovati kot 14. poglavje, ker potem bi ta čar 13 poglavij nekako se izgubil, ali je to čisto naključje? Ne, če ne, izhodiščno je bil pravzaprav uvod, je bil nič to poglavje, tako da v tem primeru bi absolutno dal tisti 13, ko mi je bilo ful všeč, da je 13. Sploh zato, ko je 12 še malo taka, 12 apostolov, pa potem 13 je pa ta ali Jezus, ali pa potem kako se Juda, pa kako se nadomesti s Pavlom, pa vse to. To se mi zdi ful dobro, ampak ne, po vsej veri so ponovadi tudi v teh doktoratih, pa to se vedno neka posebna. Pa to smo se pogovarjali, ker je bilo mišljeno, da je res taka knjiga, ko sam tekoče teče, ne, pa da nima nobenih opomb, pa nič ne razlaga, odkot je kaj vzeti. Se nam je zdelo pol vsem, ker ipak je prezrca šlo, da je na koncu vsaj navedeno, odkot to je, ali pa če bi kdo hotel to še kje druge citirati ali pa si malo več pogledati, ampak ni una klasična veri, da bi vse pisali na tisti strani, ampak je zelo prosto povedano. V tem poglavju sta te pa dve pravljici iz te pa te knjige, pa pobrskajte po njej. Tako je zelo, tudi ti veri so mečkam bolj sproščeno navedeni kot drugi. Ja, zdaj jaz tukaj ne bi res rad obnavljal vseh naslovov teh poglavij in ne bi tudi tebe rad prosil za to, zato predlagam, da v parih stavkih vendarle predstaviš bodočim bralcem knjigo, kako je nastala, zakaj si se zanjo odločil, skratka, morda 4-5 stavkov o tem. Ja, se pravi, izhodišče je bilo v tem, da sem vedno že blazno me je zanimala ta teorija smešnega, pa kako bi se dalo to vključiti v kakšno tako, kako bi se dalo to filozofsko analizirati, pa tako naprej, tako da sem delal tudi diplomo iz tega na filozofiji in pol sem šel kar še ta doktorat naprej delati in sem se tam začel pa ful ukvarjati, kako bi bilo po teh povezavah smešnega pa religije. To se mi je zdelo ful zanimivo, sploh zato, ker sem Bahtina veliko bral in Bahtin pol piše o karnevalu in ta karneval povezuje z nekimi v bistvu delno verskimi zadevami, z nekimi obredi pa tako naprej in se mi je zdelo zelo zanimivo to preučevati in potem sem napisal pač cel doktorat iz tega in to še priredil neko knjigo, ki se je meni zdela zelo zabavna in tako ene par filozofom, tako Boštjan Narad pa kaj se zdaj ne spomnim, ampak skratka par teh bolj zabavnih filozofov, ko so tako ali pa Moder ali pa tako, njim je bilo ful smešen to. Ampak pa sem pa probal dati zabrati kakšnim prijateljem, ko so bili pa zdravniki ali pa dizajnerji ali pa tako, oni so pa rekli, da se ne morejo prebiti čez to, da to je filozofija in da to je strokovna knjiga. Potem sem pa na raznih žurih, sem tako precej okajen razlagal te zgodbice noter in so se pa ljudje ful rolali in se mi zdelo super. So rekli, pa tega nisem vedel, a to obstaja, to je super, to moraš kaj napisati o tem. Jaz sem napisal celo knjigo, samo da noben zdaj noče prebrati. Tako da sem rekel, da moram pač narediti to v taki obliki in sem se res pač, to sem se usedel, nisem nič gledal svojega doktorata zraven, ampak sem sam pisal, tako da bi nekomu od vas pripovedoval, no. Ampak osnovna poanta te knjige je nekako to, kar je prišlo recimo ravno prek tega Bahtina, prek tega, da je on trdil, da karneval ni samo ena malo taka profana zafrkancija, ampak da je to en tak svoj pogled na svet, zelo star, delno religiozen, ki je pač neke svoje sorte religija. No? Skratka, iz tega mi je šla neka ta teza, da obstajajo, da to, kar mi danes v glavnem si mislimo, da je religija, se pravi to, kar poznamo pod krščanstvom, islamo, recimo še judovstvom, da to nam zelo ne gre skupaj s smešnim. Ne? Vedno je nek clash vedno so neki šaljivci v družbi, ko se zafrkavajo iz teh religij in pol so te religije jezne in tako naprej in je skozi neko trenje med tem. Ne? In čim je neka zafrkancija iz nečesa religioznega, se zdi, da gre za eno profanizacijo. Ampak potem pa, če gledaš neke te vere, ko so, ne vem, ali ko jih še zdaj najdemo v enih politeizmih, takih manjših, ali neke taka ljudska verovanja, ali pa neke zelo stare vere, imamo pa tam ogromno enih smešnih momentov. Predvsem ful enih smešnih likov, to je bilo meni najbolj fascinantno, da so neki bogovi noter pojavljajo, ko so totalni burkeži, kaj je res, da bi imel tega Bugs Bunny, jasen, da je pač bog. Tako res je hecen in so zelo pomembni ti bogovi, so tako praktično najbližji glavnemu božanstvu. In pa imaš te obrede, tipa karneval, ko je v številnih verah se res pojavljajo kot popolnoma legitimni obredi, del uradnega obredja. Ne? Recimo te
novoletni obredi, v katerih se kršijo vse družbene norme in tako naprej, imajo ogromno komičnega zraven in so čist del uradne religije na tej manjši ravni. In tu je nekako knjiga pač o tem, kako se sveto pa smešno povezujeta, kako sta nekako v kali spojena. No, veseli me, da si izpostavil to poglavje o karnevalu, ker je dejansko zelo pomembno za razumevanje koncepta svetega tudi in ker se običajno v teh predstavitvah na vseh ravneh izobraževanja, ne, od pozne osnovne šole, srednje šole in tako naprej izpušča. Ne. Je pa zelo poučno za razumevanje te tematike. Zdaj, preden nadaljuje vsebino, mislim, da je vseeno treba še enkrat opozoriti, da je tako kot vsako drugo avtorsko delo, no, torej delo, ki je posledica nekega kreativnega procesa, tudi delanje stripa, ne, ker ne gre samo za risanje, ampak gre tudi za pisanje, torej jaz zato rečem delanje stripa garaško delo. Ne. In me zanima, koliko je tu užitka. Ne. Seveda, če ljudje pač ne bi vsaj malo uživali, potem verjetno marsičesa ne bi počeli in če gre res za kreativno delo, je ponavadi pač užitek tudi del tega, ne. Ampak me zanima konkretno pri tebi, koliko je tega preklinjanja, ker ti ne gre ali pa ker imaš rok in koliko je pač užitka. Ja, finta je, da zdaj, mislim, zadnje čase se res ful zabavam, pravzaprav, ko delam stripe, sem blazno poenostavil risbo. En čas vmes sem tako že prav trpel, ker sem se prav matral z nekimi temi malimi šrafurcami in z vsem strašno natančno narejen. Zdaj zadnje čase sem začel delati pa ful skicozno, pa ful leteče in se jaz ful zabavam. Zdaj tako upam, ko eni pravijo, da uno delo, ko se pri njem preveč zabavaš, da ponovadi ni toliko prijazno za branje. Tako da jaz upam, da sem zdaj našel neko umestno. Moram pa reči tako v prid delu, da sem tudi malo trpel na začetku. Zadnjič pa se zlejal, ko smo se srečali, smo se pogovarjali, kako je ta cel proces, ko na začetku ti je super in začneš in ene dve poglavje samo tako zletita od tebe, pa je pa tako nora kriza in se prebijaš in ugotavljaš, kaj je zdaj. Prav tako obstaja to prekletstvo druge knjige ali pa druge plošče, obstaja se mi zdi prekletstvo drugega poglavja. Tako vedno je prav tako težko se tam točeš, pa ko enkrat zalaufa se ti pa zdi, pa imaš še 3 poglavja do konca, pa si tako, pa jaz bi lahko imel še 10 poglavij, zdaj mi jih je zalaufal. Pa tako pri zadnjem poglavju se pa spet vse sesuje, takrat, ko moraš vse skupaj sestaviti. Tako da je skozi, ampak se mi zdi, da tako mora biti eno ta prava mera in tega in užitka in matranja, no, da pol rata neki finga. Ker tudi užitek se ful vidi noter, tako se mi zdi v slikah se prenese na bralca, to, ko uživaš, ko potegneš v načrto ali pa ko najdeš eno fino frazo, pa ko malo črnil tako špricne in je ful fajn, no. Medtem, ko mora biti pa toliko matranja, da pa ni čist solipsistično žebranje, ne? Ko ga noben drug ne bi razumel. Tako da ja. No, zdaj tukaj se mi poraja eno podvprašanje. Pa zdaj res ne bi rad, da zgleda, kot da pač Smiljaniča vmes reklamiram te čas, ko se z Lunačkom pogovarjam, ampak tisti, ki ste imeli ta strip v roki, ste ugotovili, to gre za klasično risbo. On je zelo verističen, Zoran Smiljanič, ne nujno v vseh svojih delih, ampak tukaj izrazito, zaradi tega, ker se je odločil, da bo naredil še en zgodovinski strip in je to želel poudariti in o tem smo se tudi veliko pogovarjali. Tvoja risba je drugačna. Zdaj, drugačna je po mojem gledanju in še dobro, da se nismo o tem pogovarjali, ker me zdaj lahko popraviš in dopolniš. Torej, abstraktno je težko narisati. Sveto in smešno, kako narisati sveto in smešno? Dobro, seveda za filozofi, ki so se ukvarjali s konceptom smešnega, pa jih potem poskušaš zadeti, tako kot si ti bolj ali manj neposrečeno poskušal narisati Freuda in tako naprej. Ampak mislim, da je ta risba ravno odraz te teme in tega ni mogoče narediti veristično. To je zdaj moje sklepanje.
Ja, ne, se strinjam. Ker to se res, mislim, ta tip risbe je res tako, ko se pomika po nekem malo takem abstraktnem prostoru, ko pa je hkrati zelo konkreten. No? To se mi zdi, da je prav štos tega. Da je hkrati, kar je pri temu tipu stripovske risbe, pri temu kartunu, ne? Je prav to, da je po svoje ful abstrakten, ne? Ker ni realističen, po svoje pa blazno konkreten, v smislu, da posod neki šprica, posod so neki riti, neki tiči, neki zbuljene oči. Skratka, to je tako nekako. Pri kartuni risbah se mi zdi oboje naenkrat, no? Zelo konkretno pa zelo abstraktno. In zato se mi zdi perfekten za filozofijo, sploh za tako malo komično filozofijo. Ja, no, sej, nekako se mi je zdelo, da je šlo med drugim tudi za to. Po drugi strani si v nekem intervjuju leta 2017 gospe, ki te je intervjuvala, zaupal, da so vsi tvoji junaki nekako del tebe. In da je, skratka, človek dobil občutek, da je to zate izrazito osebno početje. Ja, to je res. Ja. Pa tudi to je, da jaz malo ne znam iti čist ven iz sebe. Zdaj, en čas smo vmes delali z enim prijateljem skupaj stripe, z Nejcem Jurnom, in on ima tako čist drug pristop. On res tako poskuša, ne vem, stripe pa zgodbe naseliti z ljudmi, ko mu niso niti približno podobni. Ne? In on pa tudi, ne vem, sedi v barih pa posluša te ljudi. In to so pa eni ljudje, ki so čisto drugačni od mene, gremo probat snet, kako govorijo, da jim dal svoje zgodbe. Jaz, ko sedim v baru, sem skozi živčen, ko mi grejo vsi na živce. Ne? In pa mi skozi svetuje, ne, da jih raj posluši, pa tako pa jih boš ugradil. Zdaj sem se malo tega naučil, ampak tako v stripu jaz tega ne znam. Jaz pač res tako ne morem do tega človeka, ko mi gre res na živce noter v strip. Razen, če bi ga tako terapevtsko potem uničil ali pa ga jazga. Ampak ne vem. Čeprav sem v enem stripu o racah sem dal dejansko svojega zgornjega soseda noter, ko mi je šlo na živce. In sem ga potem nameraval okrutno ubiti na konc stripa. Pol se mi je pa kar nekaj prkupil in je bil v redu. Ampak ja, je zelo osebno, ja, zelo se pomikaš znotraj ene te svoje notranje krajine, pa se pogovarjaš sam s sabo, ne, pa tako. No, v tem istem intervjuju, ki je dolg, me je pa eno vprašanje prav razjezilo. In sicer, kako vemo, da ima stripar intelektualno širino? Ali je sploh potrebna? Zdaj, to me spomni na to, rekel, plakativno razmišljanje, češ, da vsi kreativci morajo biti malo tupi. Skratka, če si ti intuitiven, če si umetnik, potem ne moreš biti racionalen, ne moreš biti premišljen, ne moreš biti sistematičen. Zdaj, iz tvojega odgovora se potem kaže, da ni šlo za tako grob prekršek, ne, v tem vprašanju, ampak vendarle, a misliš, da stripar res rabi neko intelektualno širino, ali ne gre bolj za neko refleksivnost, intuicijo, dobro ti omenjaš rahločutnost po eni strani. Po drugi strani, če pa narediš knjigo o svetem in smešnem in citiraš filozofe in predelaš ne samo celo grško mitologijo, temveč zvlečeš primere iz Meksika, Afrike, Azije in še kje, potem pa brez intelektualne širine verjetno ne bi šlo, ne? Fuli tako vprašanje, kaj pomeni ta izraz intelektualna širina. To pomeni, da veliko veš, ali da znaš veliko citirati. Mislim, meni se zdi pač fino, da zelo veliko zadev pač veš, pa lahko iz vsega tega črpaš, ne? Ampak to sem bolj tam mislil pač noter reči, da je v umetnosti, da je pač zelo važno, da te zadeve nekako, da jih znaš večplastno prikazati, pa da so zelo intenzivno občutene, pa direktne, pa tako, ne? Skratka, da je neka ta kompleksnost, ali miselna, ali čustvena, ali kakršnakoli, ne, skomunicirana. Če so dobra umetniška dela, se mi zdi, da vedno kažejo kompleksnost sveta. Zdaj pa temu rečeš, ne, intelektualna ali čustvena širina, ali kakšna, ali duhovna. Ja, pa še en izraz me je zmotil. To si se ful jezil na Patricijo Maličev. Ne, enkrat ona, enkrat ti. Ne, ti uporabljaš besedo obsceno, pa mislim, da misliš na senzualno. Ne, ker v mitologiji bi težko govorili o obscenem, ne, pa sploh v teh gradivih, v teh virih, ki jih uporabljaš od teh skupnosti, ne, ko smo jih prej omenila. Ne, tako da
No, ampak to niti ni. Veš, zakaj uporabljam ta izraz obsceno? Freud je uporabljal ta izraz istočasno za seksualno in za skatološko. Ker je en tak skupek tega, to je bilo za njega pol vse obsceno. In ker ima veze s kakcem in seksom, to je vse pač pa spada pod obsceno. Pa mi je pa še ful ljub Henry Miller, ki je vedno rekel, da on ni pornograf, on je obscen. Tako ful se je zavzemal za to, da je on obscen. Ravno na to distinkcijo sem mislil, ja. In še malo o risbi, iz tega istega intervjuja sem zvedel, da pač si kot otrok se zanimal že za živali in da te je zanimal, potem ko si bil malo starejši otrok, tudi evolucija in razvoj vrst. Mimogrede, zdaj ko to vem, ti bomo poklonili Darwinov prevod Razvoj vrst, ki je išel prav tako v naši založbi. Ampak ta risba, ta tematizacija je polno obojega, in ljudi in živali. To je bilo vprašanje. To je bilo vprašanje, da je polno ljudi in živali. Ne, pač ja, živali vedno ful rad rišem, vedno so mi bile fajn živali za risati, pa vedno mi je bilo ful, sem skoraj rajši risal neke te antropomorfne junake, te, ko pač črpajo iz teh iz Jaka Racmana, pa iz Snoopija, pa iz vsega tega. Ampak zato mi je bilo ful fino pravzaprav preučevati te stare religije, ker tam tudi na lepem naletiš na same živali. Tako ko prideš v te zgodbe o izvoru sveta, pri vseh teh razno severnoameriških staroselcih, pri Avstralcih, pri vsod na lepem prideš do enega sveta, kjer so same živali oziroma kjer so neke sorte ljudje z živalskimi glavami. Prav stripovski junaki so tako na začetku sveta v teh arhaičnih religijah. In sem se zelo doma pač v tem počutil. Tako da mislim, da je še nekaj dejansko res na temu, da ko ti gledaš neko risanko o Bugs Bunnyju, da res gledaš praktično neko zgodbo, ker tudi nimaš čisto občutek, kje se ti dogaja. Zelo je tako neumeščeno, zelo v nekem abstraktnem prostoru. Tako flegma bi rekel, da je to en sorte hecen mit, no? Ja, tako, se strinjam. No, jaz sem, ko sem prvič naletel na to pri tebi, pomislil na stari Egipt, ker je tam tudi nekaj takih vmesnih kreatur. To vprašanje me tudi zelo zaintrigiralo o interpretaciji, oziroma vprašanje o komičnem in žensko ali ženskami. Skratka, izkaže se skozi tvoj premislek, da je smešno povezano z moškimi in ženskami malo manj ali sploh ne. Zdaj, jaz sem takoj kot zgodovinar, ki se ukvarjam tudi z tipi interpretacije, pomislil, ja seveda, se so večinoma svet in življenje interpretirali moški. In do 10. stoletja nismo imeli niti ene same ženske zgodovinarke. Zdaj, v kolikšni meri je to eden od argumentov in v kolikšni meri je še kaj drugega? Ja, jaz pravzaprav takrat, ko sem pač to delal, to pač doktorat, je bilo res zanimivo, da praktično vsi ti liki, ti triksterji, se pravi ti komični bogovi, ko se noter pojavljajo, so vsi moški liki. Praktično nobene te komične ženske boginje ni. In parkrat se pojavijo boginje, ko vzbudijo smeh pri drugih, ampak ponovadi pri moških, in to tako, da pokažejo luliko, kar je blazno bizarno. To naredi Baubo, pač takrat v tisti znani končno sprav pol v smeh, mislim, da Persefona, pa to se dogaja tudi v tej japonski zgodbici s tem Suzanojem, ko se ona boginja sleče in potem sonce spet pride ven in tako, in bogovi se blazno smejejo. Tako pač, kakor nekdo, ko sam vzbudi smeh s tem, da nekaj naredi, ampak tako kot ta aktivni junak, ko pa hod naokrog po svetu, nek ta burkaški lik, so pa skozi pač tipi nastopajo. In to tudi v teh arhaičnih zgodbah, ko je polno enih boginj noter. Ni tako, da bi bile slabo zastopane. Imaš ogromno boginj in dostikrat so bolj močne, ampak te triksterji se kar naprej ves čas poskušajo na nek način naskočiti neke zaželene ženske, za katere se ve, da nimajo do njih dostopa. Skozi se tepejo z enimi alfa samci in poskušajo priti do njihovih žensk. To je ena taka ful pogosta zgodba znotraj teh komičnih. In potem se res sprašujem, res kaj na tem, da bi bilo zdaj to kar bolj moška domena, pa sem videl, da je bilo to recimo ena parkrat omenjen, češ, da je komično, da je pa bolj moška domena, pa da so ženske bolj, te, ko jih pol moški poskušajo nasmejati, pa so vsi veseli, če se končno nasmejajo. In sem pol našel, ne vem, ene par takih dosti zanimivih, recimo Julija Kristeva je v eni knjigi, ko sem si jo sposodil po mojem lih klena ZRC-ju, pa sem jo pozabil vrniti, pa imam zdaj že 15 let doma, bom malo
neki o semiotiki. Ima ona eno celo poglavje Smrt smeha, kjer ima en tak mal feministični manifest temu, da če bi pa ženska mislila zdaj zavladala, da bi bilo pa konc smehom, da to je pa da smešno pa to sploh. Mislim, da ona reče, da če se hočeš delati, da lahko falos začasno odložiš, moraš biti razmeroma prepričan, da ga imaš. Ne se je to zdelo, da to je bistvo komičnega, je to, da se delaš to igranje s to kastracijo. Ne? Zdaj ga imam, zdaj ga nimam. Ne? In da to pač ni kakor v ženski domeni. In zanimivo je pa, da je Alenka Zupančič, ko je pa napisala tako eno najboljših teorij komedije sploh, je pri nas objavila pri Analekti, je pa tudi kar naprej govorila o tem, kako je komično povezano s faličnim. Ne? Samo da je ona pač v lakanovski tradiciji trdila, da falos je tako ali tako nekaj, česar noben spol nima. Da falos je nekaj čisto abstraktnega, ni to konkreten tič, ne? Ampak je nekaj v primerjavi s čimer smo vsi kastrirani, tako ženski kot moški. Ne? Ampak skratka je nekako vmes se nekaj tazga zanimivega dogaja, no? Kar še vedno ne moreš čisto prijeti. No, če bi jaz bil ženska, potem bi težko živel s predstavo, da more biti ženske nimajo smisla za humor. Ja, to so se ženske komičarke zadnje čase so se ful upirale točno tej predstavi, ker kaže, da je to bila tradicionalna predstava, da so vsi govorili, da in imaš zdaj ene par tako ful dobrih stand-up komičark, ko točno to super kršijo. Ne? In bi bilo blazno zanimivo zanalizirati, kaj pravzaprav, na kakšen način to počnejo, kako je bilo prek standardnih starih analiz moške komike, kako se da to aplicirati na to. Ne? To bi bilo ful zanimivo. In zdaj beseda humor, lahko da se motim, ampak mislim, da niti enkrat v knjigi ne uporabiš te besede. A zdaj gre za kakšno konceptualno reč ali v to razmerje humor pač, ki pač je neke vrste krovni izraz, nima kaj početi. Jaz mislim, da tukaj sem se jaz pravzaprav mečken pustil okužiti tem teoretskim tekstom, ko sem jih bral. Ne? Jaz mislim, da to, če to ljudsko razlagaš, je humor tukaj ful dobra zadeva. Ampak problem je, da ko sem jaz to bral, se je humor kakor izraz pojavil dvakrat. Enkrat v enem Freudovem tekstu, kjer on zelo drugače razlaga humor, kakor tam, kjer razlaga vice. Ne? Se pravi, vice razlaga zelo eksplozivno. Vici naj bi bila taka skrita bomba protidružbenega, ne? Ki je dobro zakamuflirana. Medtem, ko pozneje pa napisal, ne vem, 15 let pozneje pa en članek o humorju, kjer pa govori o humorju kakor v eni zelo konzervativni tvorbi. Se pravi, o humorju kakor o nečemu, kar nam pomaga ohraniti naš narcizem. Da v trenutku, ko bi se zdelo, da smo lahko ranjeni, ne, se zatečemo v neko vzvišeno humorno pozicijo in se lahko sam v sebi nekako posmehnemo kot otroku iz ene božanske pozicije. In je bil zelo negativen vidik, no, je dobil humor tam. Pol je pa še en teoretik, en Simon Critchley, ko predava v New Yorku, tam na New Schoolu, je napisal eno knjigo blazno v obrambo humorja, je prav On Humor je naslov njegove cele knjigi, in kjer zagovarja en tak tip smisla za humor, če temu tako rečem, oziroma smešen, kako je meni totalno ni bliz. Kjer govori proti temu uživaškemu, krohotajočemu, rahlo krutmu smehu, ko je meni pravzaprav všeč, ne? In skozi govori o humorju, kakor o neki taki vzvišeni, napol angelski inštanci, ko nekako blago smehljajoče se dopušča stvari in tako. In se mi je prek teh dveh tekstov se mi je ta izraz humor vsaj tako v teoretski rabi malo zameril. Zaradi tega ful rad uporabljam ta Bahtinov izraz smeh. Meni je bilo to blazno všeč pri njemu, ker vsi ostali govorijo komično, humor, neki ti latinski izrazi. Pa bereš Bahtina, on pa skozi kultura smeha, ljudski smeh. Ne? Mislim, da pol celo naredi nek bizaren, da govori smehovno, nekaj hecen pridevnik uporabljaš celo knjigo, kjer je bil smehovni princip, pa tako. In meni je to super, pa zelo tako konkretno, ne? Zelo pač tisto, čemur se smejemo. Tako da v tem smislu bi bilo to bližje kot recimo komično, Alenka Zupančič recimo ful rada govori o komičnem, ne? In prav komično sploh ni nujno to, čemur se smejemo. Dostikrat se sploh ne zasmejemo na glas, dostikrat je to neko tako napol intelektualno občutje komičnega, smo lahko kar tiho in se samo intelektualno zabavamo. In pri tem mi je bil ta smeh, ko je pa res konkretno, to je pa nekaj, kar te pa res nasmeji. Ne? Zdaj, to, kar si pravkar povedal, je po mojem mnenju najboljša ponazoritev za to, da lahko trdimo, da je to sveto in smešno lahko tudi odličen učbenik. Jaz bi to predpisal vsem gimnazijkam in gimnazijcem. Problem je samo to, da bi morala za 2 ali 3 prijeti v paketu z Izarjem Lunačkom. Skratka,
Mislim, da je moglo iti tako, da bi človek kupil knjigo, ampak potem tudi 1 uro tvojega časa. Tako da bi potem ti bral z bralcem. Se zdi, da ni razumljiv, tako če bereš samo po sebi. Hočem reči, da za mene za srednjo stopnjo izobrazbe je še dokaj razumljivo. Zdaj se pa poskušam uživeti v kožo nekoga, ki pač nima neke predizobrazbe, pa bo, ko ga bo zadeva pritegnila, nujno mora iti, če ne drugega, vsaj na internet, lahko pa pogledati kakšno knjigo. Ampak to ne pomeni, da mislim, da delo ni kompletno ali pa da je besedilo in risba preveč hermetična. Sploh ne. Ampak to bi bil ideal. Skratka, jaz bi ponujal knjigo skupaj s tabo. Torej, ali pač, če bi bil to učbenik, da bi pač ti kdaj predstavil določena poglavja. No? Veš, kaj mi je ful zanimivo, da to si mi recimo, si pač rekel ti, pa rekla je Saša Babič, ko je bila ena od recenzentk obe knjige, da se ji zdi, da je kar težka, ne? Da ni tako zelo enostavna. Ne? Pa sem rekel, ne, vas sem hotel, da se to res laufa, pa da je smešen, pa tako. Pol sem dal pa zabrati par ljudem, ko pa tako res so čist daleč od tega nikjer v teoriji, njim se zdela pa super lahkotna knjiga, vse je laufalo, tako. Po mojem zaradi tega, ko niso opazili teh ekstra konotacij, ko jih mi opazimo, pa se mi zdi, Madonna, če bi pa to hotel dojeti, bi moral pa res štekati, ne? Tako da, ne vem, tako recimo Igorju Šinkovcu sem dal za prebrati kot ilustrator, ko je res rekel, da nima pojma o teoriji, da tako nič ne ve, on se je blazno zabaval, rekel, da je ful zvedel, da je tako super. Tako da, zanimiv. Ne, se pravi, zato bi morala knjiga biti učbenik, oziroma bi bilo pametno jo predlagati Zavodu za šolstvo, da jo vključi, zaradi tega, ker se človek dejansko veliko, ampak res veliko nauči. Potem je pa raven, ki jo zgubiš, zaradi tega, ker enostavno nimaš časa, da bi potem šel brati, ne vem, zbrana dela tega ali onega. Ne? In če pa imaš to podlago, je pa užitek bistveno večji. In seveda krajša pot je potem, da dobiš na posodo še nekaj časa od avtorja in potem je zadeva morda malo lažja. Grem na turnejo in se pogovarjam z ljudmi in imamo bralne krožke potem, ko preberejo knjigo. Zdaj pa nazaj k začetku. Začetki so vedno povezani z nečim konkretnim. Omenila sva morebitno problematičnost terminologije. Ne? So ljudje, ki za nič na svetu strip ne bi poimenovali za risoroman, in so ljudje, ki mislijo, da je to morda prava pot, da pač strip je širše, risoroman je pa nekaj, kar ima še neko dodatno dimenzijo. Kako ti gledaš na to? Jaz moram reči, da sem se zdaj tako prav v zadnjem mesecu se mi je zgodilo, tako da sem se vdal, sem opazil, tako da zdaj, ko sem delal promocijo za Tinto, sem že fulkrat uporabil izraz risoroman, tako da jaz mislim, da je zdaj to. Ne. Ampak ne, finta je, da risoroman ima neko tako pač daljšo zgodovino, ne, to je pač prevod, ko so ga nekako Vige Vage knjige pri nas uvedli, ampak temu pojmu graphic novel. Ne. In že pojem graphic novel se je ogromen ljudem takrat zdel problematičen, ko je nastal, ker se jim je zdel, vi pa zdaj bi radi delali mečken bolj pameten strip in zdaj bi ga radi malo preoblekali, da bi tudi tisti ljudje, ko imajo predsodke proti stripom, začeli to brati in zdaj boste to nekako drugače poimenovali. Se pravi, nekako tako, fani stripa odprej so bili užaljeni na tem izrazom graphic novel. Ne? So bili tako, lejte, to je strip, reči, da si strip ponosno, pa pejt med ljudi kot strip, ne se zdaj delati, da si neki drugega, si dati enega bolj plemenitega imena, da te bojo ljudje lažje zagrabali. Po drugi strani je pa to ful dobra marketinška poteza, tako da jaz tukaj čisto štekam recimo Vige Vage knjige, da niso hoteli iti izrecno kot strip, da je glavni pojem, ko ga uporabljajo v svojih akcijah, ta risoroman. Po je pa zdaj vprašanje, koliko je risoroman primeren prevod graphic novel, ampak moram reči, da je mogoče za zdaj še najboljši. Res, zaradi tega, ker prej je bilo grafični roman, to ni nič, grafično v slovenščini pomeni nekaj čist drugega. Potem Bojan Albahari je predlagal roman v stripu, ko se meni sliši kot priredbe svetovnih klasik, ne, to je, ne, Vojna in mir v stripu. Ne, tako da ta risoroman res nekako najbolj res opiše to. Ne? Mislim, če se vdamo, da ne bomo vsemu rekli samo strip, potem se mi zdi risoroman precej primeren izraz za to. No, dokler nisem bil seznanjen s to pogojno rečeno polemiko, niti pomislil ne bi, da gre tukaj za kakršnokoli potrebo po
o lepšanju ali karkoli, ne, da pač je nekdo želel nekemu početju, nekemu kreativnemu delu dvigniti ceno. Ne. Če strip je pretlehno, risaroman je pa nekaj, kar je že na pol poti do umetnosti. Ne. Tako da sem bil malo presenečen, ko sem zaznal to interpretacijo oziroma ta argument. Potem se mi je v nekem trenutku zazdelo, da gre morebiti za generacijsko vprašanje. Če vprašaš kakšne starejše gospode, ne bom jih imenoval, bojo rekli, ne, strip, bodi ponosen, naredi strip in pejdi med ljudi, kot si rekel. Ne. Pri mlajših pa mislim, da ni bilo te, rekel, prvoborčevske tega naboja. Ne. Mislim, zanimivo, da sam izraz graphic novel, ne, je pa tako en tip, ki je imel zdaj lihar stoletnica, ne, se pravi Will Eisner, ko lani so proslavili njegovo stoletnico, on je znašel ta izraz v 70-ih, ker je hotel delati ene bolj resne stripe. On je prvič začel delati res tako, da niso bile, najprej je delal z veščičih, je delal tega Spirita, potem je delal pa res tako cele knjige, ko so imele zelo resno tematiko, ko so tudi precej patetične pravzaprav, ampak zelo dobre so narejene. Ponovadi so o življenju v New Yorku je delal ful veliko. In po njemu se danes imenuje glavna nagrada stripovska, ameriška. Dobiš Eisnerja, če si res Jack. In on je rekel, da on temu noče več reči komiks, zaradi tega, ker to ni smešno. Predvsem zaradi tega, ne? Da smo gledali pri temu. To je bil še en ekstra problem ameriškega izrazoslovja, ne? Da se mu je zdel čuden, da bi temu rekel komik, ko je dal ven neko resno knjigo o ubogih potomcih imigrantov v New Yorku. In še z eno zadnjo stvarjo v tem že omenjenem intervjuju bi se težko strinjal. Mislim, na nekem mestu novinarka meni, da v slovenskem prostoru strip še išče, rečemo pogojno, svoje mesto. Po mojih informacijah in po razpravah z avtorji, jaz mislim, da lahko v slovenskem prostoru govorimo o zavidljivi tradiciji. Mislim, govorimo o objavah v revijah, ne šele z Štandekerjem in z njegovimi spodbudami, ampak že prej. In to po eni strani, po drugi strani se mi pa zdi strip, risoroman, karkoli mu rečemo, zelo angažiran v tem prostoru. Vedno je v ozadju nek statement. Ne. Tako da sem bil malo presenečen, da po teh 40-50 letih neke, dobro, pogojno rečeno tradicije, nekdo še ni opazil, da je tega res substancialno veliko in da je dobrih avtorjev veliko, kar je prijetno presenečenje. Mogoče sem malo preveč pristranski ali pa preveč navdušen, ampak težko me bo nekdo prepričal. Zanimivo je, ko dolgo časa, ne vem, veliko ljudi pač pravi, da druge po Jugoslaviji, da je ful bogatejša strip kultura, po pač drugih republikah bivše Jugoslavije, da Slovenija ne bi pa malo šepala, zatem, ker mi recimo, ne vem kaj, na Hrvaškem je res tako 10-krat več aktivnih avtorjev. Sam finta je, da večina hrvaških avtorjev dela, sicer ful veliko, pa delajo full time kot striparji, ampak delajo praktično vsi za ameriški pa za francoski trg. In pol tudi festivali, ko prideš na Hrvaško, so ful lušni, ampak so festivali teh delavcev na počitku, ne? Ko so lih med enim Spider-manom pa med naslednjimi X-meni si ga vzamejo na easy pa se malo pogovarjajo o obrti pa tako, ne? Medtem ko v Sloveniji pa res ljudje, ko delajo stripe, delajo res ful avtorske, ful angažirane. Super, je pa res, da opažam, da je tako pri mlajših generacijah zdaj malo novih prihaja, tako da jaz bi zdaj ful rad začel malo tako po faksu stikati, kje so zdaj kakšni novi ljudje, ker imam feeling, da morajo biti zdaj ljudje stari 19-20 let, ko bi ful delali stripe, zaradi tega, ker je strip svetovno gledano zdaj ful v porastu. In ogromno ljudi se zanima trenutno za stripe in kako zdaj te ljudi nekako spraviti do tega, da bojo dali ven kakšne knjige tudi v slovenščini. To se mi zdi, da je važno, no? Pa samo kulturo branja stripa, pa mislim res, jaz vem, da jaz zdaj septembra, ravno je 20-letnica moje prve knjige, ko sem jo kdaj prvega stripa, ko sem ga kdaj objavil v Bešti, točno leta 2000 septembra, in vem, da takrat nisi mogel niti pomisliti, da bi našel založbo, ko bi ti izdala strip. Misliš založbo knjig, ne revijo. Skratka nekaj
Ja, mislim, založba, časopisi so ti objavljali periodično stripe, ampak da bi ti izdali strip v knjigi, sploh ni bilo opcije. Mislim, da je bil moj strip takrat prvi praktično samostojni Sloveniji, ko je dejansko izšel pri založbi. Predtem je tako Tomaž Lavrič pa Smiljanić sta izdala svoje stripe, ampak v glavnem v samo založbah s pomočjo Mladine. In jaz sem tudi takrat mislil, da bom pa jim Bretoncelj jih eni par izdal, pa tako Stripburger je takrat samo revije izdajal in pol je meni tam neka mala založba, ko je nekaj mešetarila s tisto maturantsko revijo, pa ne vem, kaj mi je pol kar izdala to, da mi ni bilo treba denarja založiti. Ampak je bilo tako ful, če pomisliš, da od tega, da je bilo takrat prav tako bogokletno pomisliti, da bi ti založba izdala, kaj šele, da bi honorar dobil. Zakaj? Smo tako kar daleč prišli, da imamo zdaj vse, ne vem, vsak let 6-7 avtorskih izdaj, pa ko gledam zdaj, kad tudi za to nagrado podeljujemo, pa zihar 40 ali pa kaj tazga stripovskih izdaj prevodnih vsak let. Ful dobro, dejansko. Kar je zelo dobro in kar nas, verjamem, tukaj vse veseli. Spoštovani, Izar, Lunoček in Sveto in smešno. Če ima kdo kakšno vprašanje ali komentar ali kakšen popravek na to, kar sva povedala, dobrodošli. Če ne, pa moramo povedati še to, da so tele knjige, da so danes dostopne po promocijski ceni. Se pravi, normalno bo to stalo 19 €, pa tudi nekaj časa še ne bomo smeli nižati cene, ker je ta enotna cena knjige, ampak na promocijskih dogodkih je lahko, tako da danes stane 15 €. In tam zadnji, ne vem, če ste videli, smo naredili tako mini razstavo originalov izbranih iz knjige, jih je 18, tako da prvih, kdor danes kupi knjigo, za 20 € zraven dobi za teh 5 € še original, kar je tako po mojem kar fajn deal, tako eno original, res pa dobite na sveže, pobarvano in podpisano in vse. Tako da, ja, jih imamo pa samo 18, tako da se morate zagrebsti. Cool. Ki se bojite, da bo mogoče zmanjkalo belega in rdečega vina in soka in vode, se zdaj takoj postavite v eno vrsto, tisti, ki pa se bojite, da boste ostali brez originalnega stripa, pa v drugo vrsto. In seveda hvala, da ste bili danes gosti te predstavitve.